Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, v sredinem večeru, zadnjem novembrskem, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Tedenska izdaja. Zanimivi gosti imamo danes z nami, obilo reportaž, skratka velja, da ste v naši družbi. Z nami pa kot prva gostja Jerneja Kolar iz Zavoda Celeja Celje. Jerneja, dober večer. Pravlični pozdrav, Saška. Pravlični, absolutno, sploh z vaše strani, ker se je v Celju, recimo to nedeljo, so se prižgale lučke, praznična razsvetljava, kar pomeni, da je že čarobno v Celju. Tisto pravlično Celje je odprlo svoja vrata, ne? Tako je, na široko smo odprli svoja vrata. Prva adventna nedelja je za nami, lučke prižgane. No, tudi tale gospodič je bil z nami. Kdo je prižgal lučke? Govorilo se je, da ne bi jih prižgal gospod župan, ne? No, vmes nam je zagodel tale možic, naš pažek Urhek, ki si je vzel to pravico, da jih prižge prvi. No, na koncu smo stvari speljali tako, da jih je prižgal župan mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot, zagorelo jih je pa več kot 100 000. Čudovita kulisa, ko se sprehodiš po starem mestnem jedru v Celju, tudi malo ven. Prijetno je, verjamem, da bodo svojo piko na i dodale, če ne kar cel i, dodale tudi prireditve, ki jih pripravljate. Tudi tega je ogromno. Tega je zelo veliko. Od včeraj naprej v mestu čakamo na Miklavža. Pravijo, da v mesto prihaja, če bo prišel, še ne vemo. Parklji so že tudi z nami, potikajo se vsak dan, bolj kot ne. Ne vem pa, kaj o vseh teh dogodkih meni pažek Urh, ki je res letos zelo radoživo razpoložen in se bo lotil najverjetneje tudi parklov. Prosim, da jih ne boš prestrašil in potem ne bo ne Miklavža, ne parklov in ne bo velikega Miklavževanja na Krekovem trgu in ti osebno bo za to odgovoren. Velika odgovornost, pažek Urh. A te imajo vedno tako grdo? Ja. Ker drugače si ti priden, ne? Ja, no, ne vem ravno, če sem. Vsako leto moram obljubiti, da bom malo bolj priden, pa mi ravno to ni všeč. Ja. Pažek Urh je kar en tak lik, ki pravlično Celje naredi pravličnega, ne? Ja, tako je. Poleg seveda paška Urhka, ki bo letos izvajal vrsto vragolij na glavnem trgu. Morda jih bo celo znal sam napovedati, ne vemo še, odvisno od njegovega razpoloženja. Prihajajo v mesto tudi pravlične vile. Pravlična dežela odpira svoja vrata 16. decembra, še predtem od 9. do 15. pa smo v pričakovanju odprta pravlične dežele. Kaj pa jaz? Tudi jaz imam nekaj pripravljenega, lahko tudi jaz povem. No pa tej pažek, seveda. Zdaj obljubim, da bom malo bolj priden. Parklje bom malo odgnal, da bo prišel Miklavž, ampak po Miklavžu ima pa pažek Urh pripravljeno eno plesno rajanje. Ja, po Miklavžu, 6., 7., 8. december se bo ogromno plesalo, zabavalo, fotografiral se bom z vsemi, ki bodo to želeli. Tudi cirkuško predstavo bomo imeli, a veš? Pa božična predstava bo. Ker se veš, po Miklavžu prideta še 2 moža in mi moramo to pričarati tako, kot je treba. Zato vsi otroci naj pridejo, pa si tudi ti lahko. Lahko? Ja. Ok, super, z veseljem. Z veseljem. Super. Ti bom pa jaz stala ob strani, ne, če te takole malo pokregajo tu in tam. Ampak se je prijeten, ne, pažek Urh, naredi tisto pravo vzdušje, kot ga ljudje že skoraj da nimamo več. Tako je, v bistvu je to čas adventa, pričakovanja, čas, ki se mu je treba prepustiti. To je tudi ta ideja pravličnega Celja. Dogajanje prenesemo dejansko na mestne ulice, poskrbimo za to, da so koncerti, da je ogromno nekih prireditvenih nagovorov za naše najmlajše, za družine z otroci, skratka za vse ljudi dobre volje. Naj povem, letos ena noviteta oziroma kar nekaj novitet. Ena izmed njih je tudi uvedba koncertov na glavni trg. Torej tudi glavni trg
postaja, prireditveno prizorišče. Prvič že to soboto, 3.12. ob 20. uri. Z nami skupina Radio Jam Band, celjska skupina in potem v nadaljevanju še kar nekaj koncertov na tem prireditvenem območju. Prav tako pa bomo lahko Celjani 24.12. in pa 1.1.2017, ko bo ura v zvoniku odbila 10 minut čez polnoč, si ogledali 3-minutni video mapping Dežela snežakov, delo Gangl Production, torej ustvarjalcev, ki so se prvič z video mappingom predstavili že letošnje leto v musikalu, torej Veronika Deseniška, veliki uspešnici torej našega prireditvenega dogajanja. Naj povem, da nadaljujemo z adventnimi vodenji. Vsako nedeljo se jih lahko udeležite ob 18. uri. Še predtem se je na vodenje potrebno, letos je takšen protokol, prijaviti na turistično-informacijskem centru. Tudi koncerti ob velikem adventnem venčku, vsako adventno nedeljo, ko bo zagorela torej lučka na njem, se nadaljujejo to nedeljo gostje Collegium Vocale iz Celja, zelo znana, priznana celjska zasedba, pravijo torej nastopajoči, da bodo poskrbeli za zares prekrasen program. Koncerti se letos začenjajo nekoliko kasneje, ob 19. uri, tako da ljudje pravzaprav na nek lep, čaroben način vstopijo v pričakovanje novega delovnega tedna. Zelo dobro, torej tudi letos ste december kar podaljšali, kolikor vse je prireditev, vse skupaj ste lepo umestili v ta čas, ki je prazničen, ki je pravličen in verjetno v tem času še bolj apelirate na vse ljudi, naj pridejo, naj se pridejo družiti, naj pridejo v staro mestno jedro, tudi na vse ostala prizorišča, ker to je tisto bistvo, druženje, druženje v veselem decembru. Tako je, druženje, tudi to, da v bistvu vsaj za hip pozabimo na vse skrbi, kakorkoli že živimo v zares zelo napetih časih. December pa daje možnost ravno tudi skozi te prireditvene dogodke, dogajanja, da so stvari mehkejše, da jih morda vidimo malce z manj ostrine in to je zelo pomembno. Naj povem, da v letošnjem letu še ena zanimiva poteza mestnega marketinga, ki deluje znotraj Zavoda Celeja Celje. Prvič bomo lahko v mestu torej ljudi obdarovali tudi s tako imenovanimi darilnimi boni. Dobimo se v mestu poimenovanimi. Ta četrtek, 1. decembra, bodo na voljo v Ticu in seveda menimo, da so ti boni, vrednost bona je 10 evrov, tudi zelo dober način za obdarovanje naših najbližjih. Je pa to tudi način, da seveda pripomoremo torej z nakupom takšnega bona k tako imenovani revitalizaciji, torej ponudnikov v mestnem jedru, da povemo seveda, da je torej tudi možno doživetje nakupa torej v samem strogem mestnem središču. To so vse nekako stvari, ki vendarle pripomorejo k temu, da seveda ljudje vse bolj ozaveščamo pomen našega mesta, torej tega starega mestnega jedra, za katerega se trudimo revitalizirati ga torej tudi s prireditvenimi nagovori. Vsako leto se odpre kakšno prireditveno prizorišče več, tako v poletnem času, kot seveda torej tudi v času pravličnega Celja, za katerega menim, da ga seveda vsi zelo nestrpno pričakujemo. Tako, absolutno. Kakšna snežna kulisa zraven še, pa bo vse skupaj popolno. S Paškom Murhom seveda in vsemi njegovimi vragolijami, pa z vilami, ki smo jih tudi omenili, tako jih lepo prikaže, Pažek Urh, te tvoje vile, ste prijatelji z vilami, Pažek ste, Jih imaš rad? Zelo dobro. Jerneja, povej še, kje lahko naše gledalke, gledalci dobijo še več informacij? Seveda se to vedno poudarjamo, ampak vseeno je dobro še povedati, kje in kako lahko vsaj malo zjutraj, ko se zbudimo, pa ne vemo, kaj bi z dnevom, pogledamo, kaj pripravljate v Celju. Ja, vsak dan lahko všečkate Facebook portal Pravlično Celje. Vedno več všečkov je, to pomeni, da imate ljudje radi torej zgodbe, ki jih najavljamo oziroma o katerih poročamo.
in se dogajajo v našem mestu, v Savini. @celje.si je naslov spletne strani, od prvega oziroma od konca tedna pa pričakujemo tudi mesečnik, ki ga lahko dvignete vsi, ki si želite vedeti vse in še več o dogodkih v mestu. V mesecu decembru v prekrasnem Ticu, novem Ticu, na Glavnem trgu 17, če še niste bili, je to seveda, Angleži temu rečejo, must see opcija. Še nekaj naj povem, tudi letos Celjani silvestrujemo na prostem. Ponosni smo na to, da še vedno ohranjamo tradicijo, torej tovrstnih silvestrovanj. Nekatera slovenska mesta so nekako se temu odrekla, mi se ne. No in tudi letos od 10. ure zvečer v družbi Roka Ferengje in Rock'n'Banda smo pa edinstveni tudi zaradi tega, ker silvestrujemo pa že ob 12. uri. Naši najmlajši vabijo v pravljično deželo na Glavnem trgu, letos v družbo z Romano Krajnčan in res kakšen prestiž je, da lahko že točno opoldne rečeš, torej nekaj minut čez opoldne, srečno in veselo 2017. Torej, naj bodo nekako prazniki mirni, poskusimo nekako jih doživeti v družbi tistih, ki jih imamo najraje. Spomnimo se v tem času tudi morda tistih, ki jim ni tako lepo, tako naredimo torej tudi kakšno dobro delo za to, da bo torej tudi tem ljudem lepo. Vabljeni v pravljično Celje in pa seveda preživite srečen in simpatičen mesec december. Tudi naš Pažek Urhek bo poskrbel za to, da bo lepše. Pažek Urhek, ti si zdajle jeziv našega kamermana Branka. Ampak ja, zdaj mislim, da te bo, če ga nisi preveč jeziv, še lahko zdajle nekaj poveš. Daj še enkrat povabi na vse tiste plesne delavnice, dogodke, ki se bodo torej zgodili po Miklavžu, če bodo otroci pridni, seveda, neverjetno. Vsi otroci so vedno pridni, dovoljeno je, da so malo nagajivi, ker to tudi morajo biti, seveda pa naj pridejo rajati z mano in z vsemi otroci iz hiše umetnosti Celje Igen in naj pridejo rajati z enim takim velikim kengurujem, tebe pa povabim na cirkuško predstavo z mano in z Zoom kreativo in mogoče te povabimo na take velike hodulje in poskusiš žonglirati, a veš, vse je mogoče. Mi se držimo tega reka in predvsem v decembru poskusimo izzivati in imejmo se radi in naj nam bo toplo pri srcu, a ne? Tako, zelo lepo, res je. Pridem jaz, pa kamerman Branko Pušnik, tako da bomo žonglirali in uganjali cirkuške vregolije skupaj s tabo z veseljem. Ker tudi odrasli moramo kdaj pa kdaj biti malo res je. Otroci. Tako. Hvala lepa obema. Odlična sta bila, odlična gostja, moram povedati, zelo uglajena. Tako da me je bilo kar malo strah, ne? Ker Pažka Urha smo imeli vsako leto nam je nekaj zagodel. Ne? Danes Pažek si se pa mislim, da res malo poboljšal, no? V letošnjem letu. Čisto malo, res za nijanso, ampak ne? Super si. Nekaj ohranjam za drugo leto. Pripravljaš, a ne? Dobro. Z veseljem tudi drugo leto. Živjo. Z veseljem pa seveda te pridemo pogledati tudi v pravljično Celje. Jerneja, hvala lepa, seveda tudi tebi. Letos se ne vidimo več, bomo pa obveščali o dogodkih, ki jih pripravljate. No, morda pa te še tik pred koncem letošnjega leta povabimo v studio, da še enkrat nas spomniš, da je dobro tudi silvestrovati na prostem in to najdaljšo noč preživeti, ne, tudi v družbi najboljših. Hvala. Hvala. Tako, no, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa tudi k reportaži, ki sledi. Višja strokovna šola Šolskega centra Celje namreč praznuje že kar 20 let uspešnega delovanja. Osrednjo slovesnost, ki so jo združili tudi s podelitvijo diplom letošnjim diplomantom, so pripravili v dvorani Celjskega doma. Le še ta podatek, v 20 letih je na tej šoli diplomiralo 2229 diplomantov. Več pa v reportaži, ki sledi. Ustanovitev višje strokovne šole je bila pred 2 desetletjema drzna, a kot se je izkazalo kasneje, pravilna odločitev. Gre za šolo z eno najvišjih stopenj zaposljivosti, na kateri študenti kar 40% izobraževalnega procesa preživijo na terenu. Sprejemam to šolo tudi na nek način kot otroka, ker sem od samega začetka poleg.
Torej, 96. leta smo mi vpisali prvo generacijo, seveda predtem pa smo morali pripraviti tudi prvi višješolski program, to je program strojništvo, v katerega smo pa vpisali potem prvi generaciji 72 študentov. In seveda šola je rasla, dosegli smo tudi nek vrh v letu 2007-2008, ko smo vpisali tudi preko 1000 študentov. Jasno, da generacije, ki prihajajo, so bistveno manjše, potem tudi nekako na tisto, kar smo stavili, to je izobraževanje odraslih oziroma izredni študij, je se precej usul in da je danes pač nažalost številka teh vpisanih študentov nekoliko manjša. Bilo je zadetek popolno, bilo je malce naporno, kajti bile so tudi polnočne seanse, ko smo kreirali programe. Kolega Raspet je tudi igral zelo pomembno vlogo. Najprej so vsi mislili, da bo to malce eno čudno dete, ampak v 20 letih zraslo, se razvilo, postalo pomemben dejavnik, izobraževalec in to na področjih kot strojništvo, gradbeništvo, mehatronika in to tako, da je praktično povezano z gospodarstvom. Gospodarstvo so kreira znanja, ki jih ti dijaki oziroma študenti dobijo. In če pogledamo zaposljivost, je nekje na nivoju 70–75%, česar ne dosega praktično noben segment našega izobraževanja. 20 let višje strokovne šole pa sovpada tudi z 20-letnico od reorganizacije in uvedbe imena Šolski center Celje. Glede na to, da smo takrat pridobili gimnazijo, pridobili višjo šolo, smo pač postali Šolski center Celje. Verjamem, da smo dostojni nasledniki bivše srednje tehniške šole, da smo z vstopom v Evropo pridobili še novo evropsko dimenzijo, kajti mi pošiljamo profesorje, študente, dijake širom po Evropi, da dobivajo izkušnje, da dobivajo širše poglede, da se vračajo z novimi spoznanji in verjamem, da smo postali tudi zanesljiv in kredibilen partner gospodarstvu, ministrstvu, pa tudi socialnim partnerjem v regiji in Sloveniji. Na prireditvi ob 20. obletnici so podelili diplome letošnji generaciji 75 diplomantov v programih strojništvo, gradbeništvo, mehatronika in avtoservisni menedžment. Ja, gradbeništvo me je vedno zanimalo, skozi šolanje pa je bilo res prijetno tukaj in profesorji kot vso drugo osebje je bilo pač ustrežljivo prijetno. Vedno več punc je v gradbeništvu, tako da ni zdaj tu samo moški poklic. Se pravim, zanimalo me je že od srednje šole, obiskovala sem tudi srednjo gradbeno šolo, tako da je od takrat to. Vsaka generacija je posebna ali specifična. Na koncu, ko mi diplomanta pripeljemo do tega, da mu lahko podelimo diplomsko listino, lahko rečem, da smo v vsakem primeru zadovoljni. Ker namreč pridobili so nova znanja, nove kompetence, nove veščine, prišli so do nekih rešitev s pomočjo naših znanj, naših profesorjev, predavateljev in pa seveda tisto, kar ne smemo pozabiti, močno smo vpeti v gospodarstvo, namreč izobraževanje poteka skupaj z gospodarstvom, saj 60% programa je našega na šoli, 40% pa je v gospodarstvu in seveda rezultati tega dela, tega skupnega sodelovanja so seveda potem tudi projekti, skupni projekti, ki jih tudi lahko zaključijo z diplomo. Priznanje za zlatega diplomanta letošnje generacije je prejel Matjaž Koradej. Občutki so vsekakor lepi in sem zadovoljen, da sem to zaključil. Vsekakor je bilo pa to kar naporno, te 3 leta se kar vleče in je treba nekaj vložiti v to. S tem sem pridobil dosti novih znanj in sem že v bistvu zaradi tega tudi napredoval v poklicni karieri, kar sem pa še posebej nagrajen za to trud. Posebno priznanje za najmentorja letošnje generacije diplomantov je prejel dr. Ivan Gubenšek, ki se v 20-letni zgodovini šole lahko pohvali z največ diplomanti. Skupno jih je pod njegovim mentorstvom diplomiralo kar 251. 20 let mene relativno zelo hitro. Človek skoraj ne bi verjel, da je pač še 20 let mimo. Na šoli sem v bistvu 18 let, nisem vseh 20. Kot diplomante je pa tak. Vsak predstavlja mozaik, zgodbe strojništva. Nekateri so pač pokazali zelo veliko in teh se dobro spominjam. Drugi poprečno.
Glavnem na splošno sem pa zelo zadovoljen. In učence zadnje generacije diplomantov razlikujejo od tistih izpred 2 desetletij. Recimo čist znanje temeljnih predmetov, kot so recimo matematika, fizika, to malo izgublja na pomenu. So pa kao jim pridobivajo na jezikih, komuniciranju, dočim strokovnost je pa tak, da z leti mogoče malo upada. Recimo, če se zazrem 30 let nazaj, ali pa še mogoče kaj zraven, žal, gremo malo nazaj. V vodstvu Višje strokovne šole ob jubileju gledajo naprej. Zavedajo se, da bo programe potrebno prenoviti in slediti 4. industrijski revoluciji. Mi smo vmes že po desetletnem delovanju Višje šole programe prenavljali, tako da smo posodobili programe, vendar pa vedno znova ugotavljamo, da se svet vrti naprej, da se tehnologija zelo hitro spreminja in danes, kot vemo in veliko govorimo o 4. revoluciji, to je industrializacija 4.0. Verjetno bomo morali tudi, ali ne samo verjetno, ampak sigurno bomo morali slediti tudi v izobraževalnem procesu tem spremembam. Torej, na vidiku bodo sigurno novi programi, novi izobraževalni programi, novi poklici, ki bodo sledili tej industrializaciji. Slovesnost ob 20. obletnici ter podelitvi diplom so s kulturnim programom popestrili člani kvarteta Akord. Preden pa v našem studiu pozdravimo že našo drugo gostjo, pa še reportaža o tem, da se šolski center Celje že vrsto let vključuje v domače in evropske projekte Erasmus+. No, eden izmed njihovih mednarodnih projektov, v katerega so vključeni, pa je tudi projekt Learning e-Mobility Lemo, v okviru katerega so v Centru varne vožnje ZŠAM Celje najljubečni pripravili izjemno zanimivo predstavitev vožnje z električnimi avtomobili. Šolski center Celje je kot največji vzgojno-izobraževalni zavod v regiji zavezan k razvojni komponenti in permanentnem mednarodnem udejstvovanju. To pa pomeni, da skrbimo za to, da mladi dobivajo izkušnje v tujini, da razvijajo nove tehnologije, da sledimo novim tehnologijam, da pošiljamo na izmenjavo mlade in učitelje, kajti s tem prenašamo v svoje okolje tudi druga znanja, hkrati pa lahko mladi in zaposleni oziroma strokovni sodelavci ugotovijo, da smo na praktično vseh področjih vsaj enakovredni z Evropo, na nekaterih področjih pa nam tudi oni priznavajo, da smo vrhunsko opremljeni, kajti včasih se čudijo, ali je možno, da to imate. Ravno zdaj so bili v Franciji ena garnitura, bom rekel, frizerjev, serviserjev, zraven so vedno tudi učitelji in ti izmenjujejo potem mnenje, izkušnje z učitelji iz ostalih držav in lahko se pohvalim, da so ravno naše frizerke tako pohvalili, da so rekli, da ni problema, če bodo kdaj želeli zaposlitev. V projekt Lemo so vključeni dijaki in učitelji srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, ki deluje v okviru šolskega centra. Poleg njih v projektu sodelujejo še mladi iz Finske, Španije in Hrvaške. Osnovni cilj projekta je razširiti e-mobilnost. Naš cilj naše šole je bil v glavnem to, da se prvič sami usposobimo na to temo, naredimo en učni načrt, kolikor tudi za dijake, naredimo učne pripomočke, se pravi, nastala je tudi knjiga in potem tudi dijake učimo na temo e-mobilnosti. Čez 5 let dijak, če ne bo imel malo znanja o e-mobilnosti, o električnem avtomobilu, v bistvu bo za en servis že skoraj da neuporaben, vsekakor bo imel pa tisti z več znanja prednost. S projektom Lemo so začeli pred 3 leti. V tem obdobju so med drugim s tujimi partnerji izmenjali dobre prakse ter izdelali svoj električni avtomobil. Včeraj so na Ljubečni pripravili sklepno prireditev, na kateri so predstavili vožnjo z električnimi vozili.
Povabili smo delodajalce, lastnike električnih vozil in tiste, ki jih zanima e-mobilnost, tako da na kratko smo jim predstavili naše delo, naše cilje. Ravno zdaj poteka še pogovor, moram reči, da je kar veliko zanimanja, tudi pogledi v prihodnosti. Potem pa sledi testiranje električnih avtomobilov, električnih koles in tudi urbanih koles. Med udeleženci dogodka na Ljubečni je bilo moč najpogosteje slišati vprašanje, ali so električna vozila res vozila prihodnosti. Se bo v nekaterih državah oziroma večjih mestih čez približno 10 let res mogoče voziti samo še z električnimi avtomobili? Mnenja so kar različna, ker vemo, da denar je sveta vladar in naftna industrija je tu močna, ampak že samo to, da je podjetje Volkswagen napovedalo, da leta 2025 ne bo več izdelovalo klasičnih avtomobil, pove, da gre res precej v to smer. Morate pa vedeti, da predvsem v velikih mestih, kjer je izpuh, kjer je glasnost, kjer je ogromno avtomobilov, v večmilijonskih mestih v tujini, je to res velik interes in stvari gredo precej v to smer. Tale električni pogon postaja modern, postaja popularen. Jaz mislim, da sploh za, urbana okolja, za malce večja mesta, tudi za manjša. Najbrž je trenutni problem še domet, akcijski radij, ki je pri recimo avtomobilu, ki smo ga sami izdelali 150 km, določeni avtomobili segajo že bistveno više, 450, tudi 600 km, da so problemi malce časi polnitve. Vendar kot počasi se dogaja, da recimo Norvežani razmišljajo, da po letu 2025 ne bodo več prodajali avtomobilov z motorji z notranjim izgorevanjem. Nemci razmišljajo to za leto 2030 in če pomislimo, da so Nemci v bistvu praktično zrasli na avtomobilski industriji, potem se res nekaj dogaja in tu moramo najmanj slediti oziroma ozaveščati mlade, jih usposobiti, da bodo takrat, ko se bo to pričelo dogajati, da bodo te tehnologije osvajali. Zato smo se poleg električnega avtomobila lotili tudi predelave manjših motornih koles, tudi koles z akumulatorji in z elektropogonom, tako da najbrž se bo nekaj dogajalo, ali pa bo to dejansko definitivno tisto pogonsko sredstvo. Vprašanje 22. stoletja je pa najbrž še malce dilema oziroma nekje v kavi v sledini zapisano. V Sloveniji je trenutno mogoče zaznati porast prodaje električnih avtomobilov, v zadnjem času tudi koles. Lahko rečem, da v letošnjem letu da je prišlo do prave eksplozije električnih koles. Sicer prodajamo ta kolesa že par let, ampak vsako leto se trend fest povečuje, ampak tako, ko je bilo pa letos, pa še doslej ni bilo. Ljudje so videli, da je na ta način v bistvu uporabe električnih koles omogočena rekreacija eni skupini ljudi, ki doslej te možnosti ni imela. Recimo starejši ali pa da imajo kakšno bolezen, dejansko niso mogli se spraviti na kolo, ker ga je bilo strah kakšnega klanca. Ta pomoč električna pa te zadeve fest olajša. Cene, bom rekel, vsako leto nekje malenkost varirajo, seveda odvisno od povezave z dolarjem, ampak generalno, tako bom rekel, ostaja nekje približno na isti ravni. Vse doslej lahko opažam to. Lahko pa rečem pa, da smo se pa v letošnji oziroma v prihodnji sezoni, da se bomo fejst kolesarji približali avtobranži, ravno kar smo slišali njihove domete. Tudi naši dometi na kolesu se v letošnji oziroma v prihodnji sezoni fejst povečujejo, ker se je za cirka 20% povečala kapaciteta baterije in to v istem volumnu, kot je bilo prej. Skratka, bistveno boljša baterija bo drugo leto na kolesih, tako da se krepko približujemo 100 km in pa še celo malo več tudi. Na šolskem centru Celje so prepričani, da so s projektom Lemo uspeli spodbuditi posameznike k uporabi zelene tehnologije v vsakdanjem življenju in posledično zmanjšati pritisk na okolje. Tako, kot rečeno, pa zdaj v našem studiu pozdravljam že našo drugo gostjo, Katjo iz Muzeja novejše zgodovine Celje. Katja, lepo pozdravljena. Pozdravljena.
December je tukaj, midva sva se videli na začetku oziroma v koncu meseca oktobra, ko sva predstavili novembrske dogodke. Ste jih izpeljali tako, kot ste se jih zadali? Seveda, vedno to naredimo, da izpeljamo te dogodke. Odprli občasno razstavo Muzeja novejše zgodovine Slovenije iz Ljubljane in tudi pripravili v okviru te razstave 2 kavarniška dogodka. Tako da s kavarniškimi večeri smo za letošnje leto zaključili. Kaj pa v mesecu decembru? Boste praznični, seveda tako, kot se za december spodobi? Seveda bomo. Tokrat smo letos prvič z Zavodom CLA Celje se tudi pridružili soustvarjanju, sooblikovanju pravljičnega Celja. In ta namen smo 5 dogodkov pripeljali tudi v naš muzej. 2 sta žal že za nami, ampak pri 3 se nam še vedno lahko obiskovalci pridružijo. Že jutri ob 5:30 uri, ko bo Živa kreativa in KUD 567 izvajal pravljično ustvarjalnico, kako pričarati praznično vzdušje. Na tej delavnici se nam lahko vsi pridružijo, tako otroci kot starejši, saj bo prilagojena kreativnim sposobnostim vsakega obiskovalca. In pa v petek, prav tako pa 6. uri, ko bo iz našega muzejskega balkona zazvenela pravljična glasba v izvedbi učencev Glasbene šole Celje in se mi zdi tudi lep uvod v prihajajoči vikend. Naslednji teden pa 8. decembra v 5. uri plesna predstava v izvedbi KUD-a Harlekin Celje z naslovom Pravljična zgodba, tekmovanje. Vsi ti 3 omenjeni dogodki so brezplačni, tako da res vabljeni vsi, ki bi radi že vstopili v mesec december in njegovo vzdušje, da pa to naredijo mogoče pri nas. Mi sicer smo že tudi malo v decembrskem vzdušju, malo že imamo okrašene mize, ampak tudi ti si zraven nekaj prinesla, leseni izdelki, ki pomenijo, Katja, kaj? Tako je, ker je praznični mesec december pred nami in z njim tudi prihajajo vsi praznični trije možje, smo tudi v naši muzejski trgovini pripravili oziroma dopolnili našo ponudbo. Za otroke, kot že tule vidiš na mizi, nekaj lesenih igrač, od konjičkov do jojota, ki že dolgo ni bil viden med nami, in raglje, mogoče za športno navijanje. In tudi za odrasle smo dopolnili našo muzejsko ponudbo s stripom Alme Karlin oziroma grafiko tudi Alme Karlin, avtorja Jakoba Klemenčiča. Tako da, če vsi mogoče iščejo neko idejo, kaj podariti najbližjim in prijateljem v teh prihajajočih dnevih, vabljeni, da se oglasijo v našo muzejsko trgovino, ker smo pripravili tudi praznične popuste in nekateri naši izdelki bodo znižani tudi do 50%. Tako da mislim, da se najde kakšna ideja. Absolutno, zelo atraktivno. Torej, kaj smo še pozabili zdaj v mesecu decembru povedati, povabiti na kaj? Je še en glavni dan, zadnji pomemben dan v letošnjem letu in to bo 3. decembra, ta veseli dan kulture, kjer med 9. in 1. uro dopoldan odpiramo naša muzejska vrata, seveda brezplačno, in bodo na ogled obiskovalcem vse naše občasne in stalne razstave. Pripravili pa smo tudi poseben program na ta dan, in sicer od 9. do 12. ure zimski bolšji sejem za otroke, kjer si bodo lahko izmenjali kako igračo ali pa mogoče kakšen okrasek ali pa novoletno voščilnico, ki so jo pripravili. Seveda priporočam, glede na trenutne temperature, da se toplo oblečejo, kajti to bo le zunaj, jih bo obiskal tudi Herman Lisjak. Po dolgem premoru bomo med 10. in 12. uro ponovno oživili ulico obrtnikov. Naših 9 demonstratorjev bo odprle svoje delavnice in svojimi orodji, pripomočki pokazali, kako so pa včasih izvajali svojo obrt in seveda z veseljem poklepetajo in delijo tudi kakšne spomine izpred par desetletij nazaj. Ob 10. uri imamo pa srednji dogodek in sicer bomo predstavili novo pridobitev, ki jo bomo tudi umestili v našo stalno razstavo Brlog igrač v Otroškem muzeju, in to bo Hermanova železniška maketa. Hkrati tudi poklon ob 170-letnici železnice v Celju. Ob 11. uri za vse otroke pripovedovanje pravljic o in ob vodi, seveda, ker je ena izmed naših občasnih razstav Herman Lisjak Vodi po vodi. In še zadnji dogodek, prav tako ob 11. uri, pa za bolj odrasle obiskovalce in pa vodstvo po občasni razstavi Pot domov avtorja, gospoda magistra Marka Štepca iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije iz Ljubljane. In tako bomo zaokrožili ta dan in hkrati december, vendar nas še vedno
3 dogodki ločijo od res čisto pravega konca letošnjega leta, kar se našega programa tiče. In to bo najprej za otroke 17. decembra ob 10. uri, še zadnja izvedba gledališke predstave v letošnjem letu na Hermanovem odru. V izvedbi Italija gledališče, Vilinska pravljica. Obiskal nas bo tudi Božiček, prinesel manjša simbolna darilca za najmlajše obiskovalce in mislim, da bo prav lušno. In pa seveda 28. in 29. decembra ob 11. uri še zaključimo z ustvarjalnicami za otroke, ker si bodo lahko izdelali kakšen okrasek za smreko. In s tem res zaokrožimo december in celotno programsko leto za 2016. Se je bilo bogato, a ne? Je bilo bogato. Tako, kolikor smo tudi mi spremljali, absolutno. Dobro, se pravi, dajmo povabiti še vse naše gledalke, gledalce, zdaj še imajo možnost, torej, da se nekako upletajo v to decembrsko vzdušje, ki bo hitro minilo, ne? Zato je treba z njim začeti že kar zgodaj. Res je, tako vabljeni vsi, da se nam pridružite še pri 3 dogodkih v okviru pravljičnega Celja. Prav tako na ta veseli dan kulture, ko brezplačno odpiramo svoja vrata. Podrobnejše informacije o datumih in pa urah pa seveda na naši spletni strani in na našem Facebook profilu. Vabljeni vsi, da še zaključimo to leto mogoče malce bolj kulturno. Tako, kar se tudi spodobi. Katja, hvala lepa za letošnje obiske. Letos se midve ne bova več videli, vse dobro celotni ekipi Muzeja novejše zgodovine Celje. Se pa vidiva spet v mesecu januarju, velja? Hvala. Srečno. Tako, no mi pa seveda k prazničnem vzdušju nadaljujemo in sicer kaj vse počnejo v celjskem City centru, bomo izvedeli v reportaži, ki sledi. Tudi humanitarni so, tako kot vsako leto, torej tudi letos, pa še veliko se bo dogajalo v teh decembrskih dneh. Pri njih poglejmo. Čestitljiv jubilej obeležujejo v celjskem City centru. V 10 letih ga je obiskalo več kot 50 milijonov ljudi, za letos si obetajo 109 milijonov evrov prometa. Veliko razlogov za dobro voljo, ki jo vsa ta leta delijo tudi z obiskovalci centra. Vsekakor letošnje leto zaznamovalo tudi naše slavje v marcu, kjer smo z več modnimi revijami seveda obeležili tudi naš jubilej. Tako da in seveda tudi naredili napredek pri shop partnerjih, naredili tudi prenove. Če samo omenim ta zadnjo pridobitev, ki smo jo pridobili pred kratkim, XYZ, in so jo kupci v Celju in naši obiskovalci odlično sprejeli. Tako da vsekakor je 10 let številka, ko je bila tudi obeležena z pravimi številkami podkrepljena. Poleg ugodnih kazalcev poslovanja pa so ponosni tudi, da jim je v tem letu uspelo pod streho spraviti kar nekaj investicij. Naš največja pridobitev v letošnjem letu v City centru je prenova parkirne hiše z tem posebnim sistemom, ki smo ga uvedli v vse naše shopping centre in smo zaenkrat edini v Sloveniji, ki imamo ta sistem. Predvsem cilj je bil bistveno večja pretočnost prometa in pa, da naši obiskovalci tudi bistveno lažje najdejo svoje parkirno mesto, kar se je zdaj pokazalo kot nujno potrebno. V teh dneh poteka tudi prenova steklene strehe, v naslednjem letu pa bodo po celotnem centru zaključili še kompletno LED razsvetljavo. V planu je še sanacija strehe, ki je nad tako imenovanem starem delu Interspara. A ob vseh investicijah niso pozabili na družabne dogodke. Teh je v času, ki prihaja, še več. Ni samo december tisti, ki je vroč, ampak tudi že november. Namreč v našem City centru imamo božično-novoletni sejem v znamenju lecta. Nekaj posebnega je zagotovo najvišja smreka tukaj na osrednjem prostoru, ki meri več kot 10 metrov in v tem znamenju tudi seveda vsi ponudniki na božično-novoletnem sejmu. Lectarjeva ulica, zagotovo nekaj posebnega, bo ponujala cel december kup manjših in večjih dogodkov, od tega, da bodo na odru nastopali pevski zbori, drugi glasbeni nastopi, do tega, da bomo pekli piškote, seveda vse zato, da se bodo naši najmlajši in tudi starejši počutili dobro in v pričakovanju novega leta. Miklavž je naš tradicionalni, 5. decembra pride,
Božiček bo pa tukaj gostil v naši dnevni sobi otroke oziroma jih bo povabil na obdarovanje kar 2 dni, 17. in 18. decembra. Letos bi si želela še eno stvar izpostaviti in sicer akcijo Celje piše Božičku. Se pravi, smo tudi tukaj v decembrskem času vpeti v lokalno okolje. Povabili smo vrtce, osnovne šole, starše, otroke, ki prihajajo k nam v džunglo, tudi vse ostale. Namreč želimo si na daljno Finsko poslati čim več pisem. Pisem Božičku, takšnih, ki jih boste tudi danes morda vi napisali ali pa jutri. Želimo si, da jih vsi prinesejo do 14. decembra v City Center, kjer bo tukaj prava tovarna žigosanja. Namreč 17. decembra bodo Božičkovi palčki ožigosali vsa ta pisma in jih skupaj torej v enem paketu poslali na Finsko. In ker je praznični čas, tudi čas, ko lahko še bolj svojo pomočjo komu ogrejemo srce, tudi letos skupaj z Rejniškim društvom Slovenije pripravljajo humanitarno akcijo, s katero bodo obdarili rejniške otroke. V Sloveniji je trenutno v rejništvu po zadnjih podatkih ministrstva 941 otrok v blizu 600 rejniških družinah. Vsi so različno dolgo v rejništvu. Rejništvo je še vedno kot neka vrste kratkotrajni ukrep, vendar se dogaja, da nekateri otroci živijo v rejništvu dlje. Jaz sam sem recimo živel od 2. leta pa do konca šolanja, pa še potem naprej, dokler se nisem potem osamosvojil, svojo lastno družino ustvaril in tako. Tako da v praksi so zadeve zelo drugačne. Rejniške družine, starši otrokom nudijo dom, tudi ko se formalno rejništvo izteče. Mi se pa trudimo, da bi izboljšali tudi stanje formalno na področju rejništva. V tem prazničnem času sem vesel, da so tudi še ljudje, ki se spomnijo na rejniške otroke, da jim pomagajo. Mi pa jim tudi skušamo kdaj izpostaviti kakega uspešnega v slovenskem merilu, recimo Darka Đurića, paraolimpika, Dejana Zavca, bokserja. Bil je tudi Lojze Slak, recimo rejenec pri teti. Brendi je bil tudi naš ambasador od začetka, tudi Vili Resnik, na primer. Je kar nekaj uspešnih ljudi in s tem želimo otrokom povedati, da tudi če živijo v rejniški družini, imajo neke potencijale in lahko postanejo uspešni sami in da niso obsojeni samo na neko malenkost, ki jo pač zagotavlja država za tiste osnovne stvari, za tisto več pa se trudimo s takšnimi akcijami, da tudi jim polepšamo otroštvo in mladost. Otroštvo in mladost pa jim lahko polepšate tudi vi. V sodelovanju z vsemi 8 centri za socialno delo Celjske regije so v City centru Celje k izvedbi povabili vse otroke v starosti od 5 do 10 let, da narišejo svoje novoletne želje. Risbice so predstavljene v nakupovalnem središču na posebni novoletni smrečici želja. Vi si lahko v naslikani obliki ogledate novoletne želje najmlajših in po lastni izbiri in zmožnostih izberete risbico, za katero boste prinesli darilo. Poleg prijetnega občutka, da ste nekomu izpolnili novoletno željo, vam bo na to plemenito dejanje ostala v trajen spomin tudi risbica mladega slikarja. V celjskem City centru, torej tudi v decembrskih dneh, vabijo v svojo družbo. Obarvajte vaše praznične nakupe z otroškim spodnjim perilom Simbi 35% ceneje in otroškimi kašicami kar 30% ceneje. Tuš. Dokazano. Številka 1 v kakovosti in ceni. Novi Tucson že od 19 990 €. Hyundai. Fit Zodo. Poiščite vaje na oda.si, sodelujte v nagradni igri ter zadenite vikend paket v hišici na drevesu in še kaj. Oda. Le voda. Predstavljamo vam novost v mestu. Toyota Yaris Trend. Omejena serija. Kje dobite vse za vašo pisarno?
V podjetju Birobit na Teharski cesti 24 v Celju čaka vas široka in ugodna ponudba pisarniškega materiala, črnil in tonerjev različnih blagovnih znamk. Izkoristite tudi njihove številne akcije računalniške in biro opreme. Birobitova servisna služba bo poskrbela tako za montažo, kot tudi za inštalacijo nakupljenega. V Birobitu, kjer so že več kot 25 let pooblaščeni prodajalci in serviserji Canon naprav, vam tudi svetujejo, kako nadomestiti obstoječo opremo, tiskalnike, skenerje in fotokopirne stroje z najnovejšimi Canonovimi multifunkcijskimi napravami. Te lahko kupite ali pa jih najamete. Birobit, z vami že več kot 25 let. Podjetje Sunles z vami že več kot 27 let ponuja celovito rešitev za udobje vašega doma. Njihovi strokovnjaki svetujejo, računalniško izrišejo in predstavijo najboljše ideje za vaše prijetno bivanje. S široko ponudbo pohištva si lahko opremite dom po svojih željah. V njihovem prodajnem salonu boste našli kuhinje po meri, jedilne garniture, spalnice, dnevne regale, otroške sobe, v kateri bodo vaši otroci neizmerno uživali, mladinske sobe, predsobe in še veliko ostalih stvari. S pestro izbiro barv in različnih materialov si pri Sunlesu lahko prav tako izberete trosed, dvosed, fotelj ali sedežno garnituro, ki bo vaši dnevni sobi popestrila estetski izgled in zagotavljala udobno sprostitev za celotno družino. Po meri bodo izrisali tudi vgradne omare Alplux. Za kvalitetno in zdravo spanje bodo svetovali primeren posteljni vložek znanega proizvajalca Filipovič. Zakaj bi izgubljali čas z iskanjem najboljše funkcionalnosti ter stilske dovršenosti vašega pohištva? Obiščite poslovalnico Sunles na Mariborski ulici 86 v Celju in se prepustite brezplačnemu strokovnemu svetovanju. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach, 152 T2 in 306 Amis TV. No, in ker s prazničnim vzdušjem nadaljujemo tudi z naslednjo reportažo, je prav, da si jo ogledate. Kolega Bogdan Rahten in kamerman kolega Branko Pušnik sta bila v podjetju vrtnariji Valner. Kako sta tam izdelovala svoje adventne venčke, izveste v reportaži. S prvo adventno nedeljo, ki je letos znova sovpadla zadnjo novembrsko, se je začel adventni čas, ki ga po številnih domovih in drugih stavbah zaznamujejo zvenci, ki jih pogosto krasijo 4 sveče. Včasih nenehne naglice je čedalje več ljudi, ki se za izdelavo adventnega venca odločijo sami. Ponekod organizirajo tudi posebne delavnice, kjer zainteresirane poučijo o izdelavi tovrstnega okrasja. Ena od njih je bila tudi pri vrtnarstvu Valner v Vodrožu pri Šentjurju. Fino je, da je adventni venček v bistvu nek krog, ne? Čeprav danes vidimo aranžmaje že podolgovate na krožnikih, različne variante, pa če smo malo tradicionalni, ostanejo tisti okrogli, v bistvu krog ponazarjenih sklenjen, v bistvu neko celoto, ne? V bistvu lepo povežemo, rabimo neko žičko, da si lepo venček sestavimo, več bomo dali zelenja, bolj bomo imeli raznolik, bolj bo pester, že samo osnova venčka. Zdaj same svečke razporedimo po želji, ne? Potem pa okraska, v bistvu čist, koliko smo tisti trenutek razpoložen, tak si pa tudi v bistvu ga dopolnjujemo venček, da pride na konec neka celota, ne. Zdaj v bistvu na koncu je, bom rekel, prav, da se zadovoljni, bom rekel, mi, ko delamo, starši v bistvu in tudi otroci, da imajo nekaj do tega veselja, ne, da na koncu naredijo, tako da pol izdelek, tak, da, ki ga bomo gledali še potem cel advent 4 nedelje do Božiča, ne, da v bistvu je neko vzdušje, pa se stopnjuje tja do Božiča, tako da lahko se tudi v bistvu venček naredi, začnemo z eno svečko, pa naslednjo nedeljo postavimo spet drugo svečko in tretjo nedeljo, tretjo, četrto, ne, v bistvu lahko naredimo z otroci tako, da se v bistvu vsako nedeljo nekaj dogaja, v bistvu, da imajo tistega nekega veselja, no. Prav pa je, da začnemo to s takimi, z malimi otroci, da dobijo to vse po krvi, no.
Tako da, če se pa nam venčka v bistvu ne da doma delati, pa hočemo kaj reči, je pa lepo, da stopimo do cvetličarja, do vrtnarja, v bistvu, ki nam bojo pa to v bistvu naredili, bom rekel, malo na drugačnem nivoju, v bistvu malo bolj, bom rekel, kvalitetno oglanje, malo drugačne materijale, v bistvu vse skupaj bo malo drugače izgledalo, ampak bom rekel, na konec primerjava, ali tistega kupimo cvetličarnje domačega, v bistvu vsak ima neko dušo, no, tudi cvetličar je dal nekega svojega truda vložil noter, da je ta venček tako izgledal, tako da je. Naš sogovornik je pri delu spretno uporabljal dostopen pripomoček. Dokler niso izumili tehle pištolic na silikonske pištole za vroče lepenje, je v bistvu bilo kar malo mučno, ker te stvari gor pritrditi, si mogel včasih pomagati ali žičko ali z kakim salotejpim materijali, zdaj pa to ni tako držalo, pa ko so pa tole pištolice izumili, je pa odlično oglanje. Dolgo so bile, bom rekel, te pištolice na vroče lepenje, danes pa imamo že pištolice, ki jo ne zagreje tukaj in je v bistvu hladno lepenje, bolj primerne so za otroke, ker tudi če se dobimo malo silikona, otroci hiter, ker vroči silikon je zelo, bom rekel, nevaren, v bistvu sploh za, tako sem rekel, za otroke, hladno lepljenje pa malo boljše, tudi če dobi otrok malo tega lepila ali tudi odrasli gor, v bistvu začutimo malo, se pa ne upečemo, ni poškodbe na koži, tako da je zelo fina stvar, pa takoj prime, ko silikon spustimo, v bistvu par sekund se silikon že strdi na sobni temperaturi, tako da in drži, tako da je uporabna stvar, ja. Ali so tudi pri adventnih venčkih na delu modne smernice? Vedno bom rekel, trend narekuje svetovna modna, v bistvu tudi cvetličari se potem oziramo. Letos v bistvu so spet dali malo ven črno-bele, v bistvu se spet malo nazaj pojavlja, ostaja še džins modra barva, tako da, tako sem rekel, tradicionalno pa rdeča, zlata, srebrna, bela, je v bistvu nekje v srcih Slovencev, da jo imajo vedno v adventu. Prav je, da po sestavine za adventni venec stopimo kar v naravno okolje. Tiste naravne zadeve, si mislim, da si lahko vsak nabere doma, če le ima malo domišljije, pa mislim malo izkušen, v bistvu si, če greš v naravo, si lahko dosti materijala nabereš, že si narediš en tak adventni venček. Zdaj, bom rekel, čas, ki je, bom rekel, vseh poplav, trgovin in tega v bistvu in vseh svetlečih materijalov in tega, v bistvu človeka spodbudi, da si kupi nekaj tega. V bistvu se tudi čas adventen božič je tak, da je rab malo blišča in tega, v bistvu teh dodatkov pa je fino, da stopimo do kakega cvetličarja, vrtnarije, pa si tam kupimo par stvari, če si že sami delamo. Da je v bistvu, bom rekel, če so otroci doma, to je fino, v bistvu, če imamo čas, da si vzamemo čas, da se usedemo, si naredimo venček, v bistvu si naberemo materijale, da je tista glavna stvar, da imamo nekaj zelenja, v bistvu, ker zelenje je tisto, ko v bistvu vedno doprinaša, v bistvu simbol nekega življenja, v bistvu zelena barva, 4 svečke obvezno, da jih imamo zraven, simbolizirajo neko obdobje, v bistvu pred Kristusom, pred rojstvom Jezusa, neke 4 obdobja, v bistvu zato imamo te 4 adventne nedelje, potem pa naberemo si razne storže, v bistvu razne palčke, v bistvu od plodov, od želoda, od orehov, do kostanja, v bistvu vse te stvari lahko uporabimo, in fino, da gremo z otroci ven, da gremo v naravo, v bistvu imamo nek družinski izlet, naberemo stvari. Za tistega bližja, tako sem rekel, pa fino, vstopimo v cvetličarno, si razne teh bunkic, okraskov, svetlečih, takih poplava, bom rekel, tega, v bistvu zberemo neke stvari zraven, v bistvu kombiniramo, zdaj, če gledamo po plati adventa, v bistvu, če bom rekel, če se vzamemo kot cerkveni del, v bistvu, kot zapovedanega praznika, v bistvu je to vijolična barva, danes pa si ljudje v bistvu zbiramo, glede na svoje stanovanje, na te stvari, v bistvu različne barve, vedno se ljudje še vedno bolj odločajo v bistvu na rdečo, toplo barvo, v bistvu zlato barvo, srebrna barva je neizogibna. Teda v bistvu tisto, kar nam trend naroča, bom rekel, večkrat se pojavlja v bistvu bolj v poslovnih prostorih, v bistvu za te namene, kot pa za domače okolje. Adventni čas se konča po 4. adventni nedelji na tako imenovani sveti večer oziroma večer pred Božičem. V tem času se verniki spominjajo Jezusovega prihoda na zemljo, pa tudi pričakujejo njegov drugi prihod. Adventni čas v katolištvu pomeni tudi začetek novega liturgičnega leta. Iz tokratne tedenske izdaje pa se bomo poslovili tudi z upravno enoto Celje, kot je že v navadi. Tudi tokrat je z nami načelnik upravne enote Celje Damjan Vrečko. Lepo se imejte do prihodnje srede. Kdaj je potrebno pridobiti vodno soglasje in kdaj vodno dovoljenje?
Po zakonu o vodah je vodno dovoljenje treba pridobiti za neposredno rabo vode. Naprimer, za lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, za tehnološke namene, za dejavnost kopališč, za pridobivanje toplote, za namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin, za izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih, za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, za gojenje sladkovodnih in morskih organizmov, za pristanišče in vstopno-izstopno mesto, za zasneževanje smučišča, za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z močjo manjšo od 10 MW, za drugo rabo, ki presega tako imenovano splošno rabo. Vodno soglasje pa je treba pridobiti za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda. Naprimer, če gre za poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču, poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po tem zakonu, torej po zakonu o vodah, poseg, ki je potreben za izvajanje posebne rabe vode, poseg na varstvenih in ogroženih območjih, poseg zaradi odvajanja odpadnih voda, poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, poseg, kot je hidromelioracija ali druga kmetijska operacija, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim. V stanovanju v bloku bi rad opravljal mirno računovodsko dejavnost. Ali potrebujem kakšno dovoljenje in soglasje vseh lastnikov? Odgovor na vaše vprašanje temelji na 2. členu zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona iz leta 2008. In sicer etažni lastnik lahko uporablja stanovanje v skladu z določbami stanovanjskega zakona tudi za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja, če ta dejavnost ne moti stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne povzroča čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe. Pri uporabi stanovanja za opravljanje računovodske dejavnosti ne gre za spremembo namembnosti stanovanja, skladno s predpisi o graditvi objektov, kot tudi ne za spremembo rabe stanovanja. Za opravljanje dejavnosti takšne vrste mora etažni lastnik pridobiti soglasje solastnikov, ki imajo več kakor 3/4 solastniških deležev, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njegovo stanovanjsko enoto.